pozdravljeni na predstavitvi knjige Tine Bilbr Hvala za škarje, ki je išla pri založbi Miš. Zdaj, če naj predstavim še tu sodelujoče, torej Tini Bilbam bi lahko začel predstavitev z eno anekdoto, kako je kot študentka prišla meni in da bi ona delala diplomo iz Husserlove fenomenologije, literarnega aspekta Kafke, pa fizikalne teorije. In sem seveda malo strogo pogledal, to pa bo težko šlo in to in to. Ampak potem, ko sva en čas govorila, sem ugotovil, da znajo tu biti zelo pomembni vidiki izpostavljeni, ki so bili deloma v dosedanji recepciji vseh treh smeri. In potem seveda je vsa zadeva pripeljala do tega, da ne samo, da je opravila diplomo na filozofiji in prevajalni književnosti, ampak tudi doktorat iz te teme, ki je potem išel tudi v knjižni obliki. Potem je nekaj časa preživela v Avstriji na Inštitutu za kvantno optiko, kjer je seveda dobila lahko neposredne informacije o dejavnosti, torej na področju fizike in kemije. No in potem, poleg tega, da seveda se uveljavlja tudi kot kritičarka, pa seveda pisateljica, poleg te knjige je prej išla še knjiga Interferenca. Mislim, da je tudi nagrado dobila ta knjiga. Ne, od vseh nagrajena je v bistvu 50 abstraktnih izumov, ki ima znak zlata hruška, če to šteje. Tako. Zdaj sodeluje na Inštitutu Nove revije. Torej, v zadnjem obdobju je priredila tudi 2 veliki konferenci v zvezi z branjem, tako za mlajše generacije kot starejše generacije, tudi v sodelovanju z UNESCO. No in zdaj imamo pred sabo še to najnovejšo knjigo, ki seveda na en zelo zanimiv način prikaže tista 3 področja, ki sem jih omenil, ker sva še pred dolgo časa govorila. In seveda to ima zdaj sigurno neko novo kvaliteto v samem iskanju pristopa k temu, kar smo danes deležili od misli, od tehnike, torej vsega tega, kar tudi naše vsakdanje življenje opredeljuje. Zdaj za druga 2 sogovornika lahko rečem, da imamo tudi že dolgo pot raznovrstnih sodelovanj za sabo. Izar je bil tudi pri meni na doktoratu in mladi raziskovalec. Njega poznate verjetno po njegovem ukvarjanju z umetnostjo stripa. Napisal, prav ta tema ga je verjetno tudi spodbudila, da je napisal doktorat na temo sodobne popkulture, kako jo razumeti, recimo z filozofskega stališča. Tudi ta je šla v knjižni obliki. Tu pri meni je pa Sašo Dolenc, ki ga pa verjetno vsi poznate kot urednika Abracadabre, v kateri, torej, ki reflektira pravzaprav zelo na širok način današnje stanje, ko gre za znanost. Torej, poleg tega je avtor tudi celo vrste publikacij, od knjižnih do revijalnih, in sigurno je nekdo pri nas, ki verjetno ima zelo širok horizont o tej tematiki in bo tudi seveda danes lahko prispeval kako tehnomisel. Najprej bi prosil avtorico, da nam nekako poda, kako je prišla na zamisel o taki knjigi in
kaj pravzaprav pričakuje od bralstva, da bo kako jo bo sprejelo? Mislim, težko rečem, da je bil tukaj en načrt, kaj mora biti v knjigi, kako se lotiti knjige. V bistvu pa en vzgib, kaj bi bila zanimiva tema. Se mi zdi, da dogajanje na področju biologije pa genskega inženiranja je v bistvu tisto, kar danes ponuja eno tako zanimivo platformo za ta premislek odnosa med filozofijo, znanostjo pa družbo. No. In ker je, kot si poudaril, v bistvu to tisto, kar me najbolj zanima, ker se pač v bistvu kamor se podajam tako raziskovalno kot kritik in tako naprej, ker je v bistvu to tista tema, ki jo poznam in s katero se srečujem in ki me res zanima, je v bistvu potem se nekako organsko razvila ta ideja, da bi se dal to nekako v dialogu čez 3 zgodbe v bistvu obdelati ta odnos med temi različnimi spektri in odnosi in pač problematiko razumevanja med temi področji. Kar se pa tiče pričakovanj od bralstva, jaz mislim, da roman sam že čisto po svoji naravi v bistvu ponuja zelo različna branja, no? In taki so tudi bralski odzivi. Jaz moram reči, da so ga brali ljudje, ki ne prihajajo ne iz področja znanosti, ne iz področja filozofije, pa so ga po eni strani brali tako zelo kot precej lahkotno branje, ki jih je pa vseeno mogoče malo dregnalo, da so se začeli malo bolj razmišljati o teh vprašanjih, pa pač tudi od samega bralca odvisno o katerih, ali ne vem, o področju znanosti, ali o odnosu s filozofijo, ali o vprašanjih družbe, da so ga, moram reči, že je bil roman zelo dobro sprejet med biologi, kar se mi zdi res fino, ker se mi zdi, da če bi roman padel na področju tistem znanstvenem, ki ga proba tematizirati, da pravzaprav mu ni uspelo. No. Tukaj sem zelo vesela pozitivne recepcije, kako je sprejet v filozofskih krogih, bomo pa moja danes kaj slišali. No. Tako da tukaj pa še čakam eno večjo recepcijo. No, Saša, kaj bi ti? V bistvu se jaz ukvarjam bolj z resničnimi zgodbami, ne toliko s fiktivnimi, ampak sem zelo vesel, no, da tudi na to področje leposlovja vstopa znanost na ta način tudi pri nas in mislim, da bodo te problematike tako dosegle nek širši krog ljudi, no, ki jih sicer ne bi in bodo začeli razmišljati o teh zadevah. No, tako da se mi zdi to zelo dobra ideja in do zdaj, ne vem, vsaj pri nas ne poznam, da bi na področju romanov take tematike bile zastopane širše, ne, v svetu, pa mislim, da je kar tradicija, mogoče en tak velik roman, ki ga imamo celo prevedenega v slovenščino, samo ne vem, koliko se še bere, je Arrowsmith od Sinclaira Lewisa, za katerega je dobil celo, on sam je bil prvi ameriški pisatelj, ki je dobil Nobelovo nagrado za literaturo, ne, med drugim tudi za ta roman, ki je res dober, in pripoveduje zgodbo o enem zdravniku, znanstveniku, ki je soočen z etičnimi problemi in ki se navezuje tako na njegovo strokovno delo kot zdravnik, kot raziskovalec in zelo napeta zgodba, te so posneli tudi hollywoodski film, ne, tako da v svetu je to že kar nekaj časa prisotno, pri nas se zdaj rojeva, no, in jaz to zelo pozdravljam. Ja, Izar. Ja, jaz moram priznati, da sem se pač temu, zato me tudi ni navabilo, sem se zadnji hip odzval, ker so bile neke situacije z novorojenčki in tako, da sem se moral ukvarjati in zdaj pa šel. In zaradi tega, ker sem za danes popoldne odločil prišel, nisem še natančno preštudiral Tinine knjige, vem, zakaj gre, vem, pa poznava se dobro s Tino, pa sem tudi druge njene tekste bral, ko smo se menila, da bo še skupaj delala eno tako teoretsko poljudno stvar o kvantni mehaniki, ko bi jo bolj čez 3 probala razložiti. Ampak jaz se mi zdi pa tako, cela ta kombinacija tako vednosti znanosti in filozofije in naravoslovnih znanosti in humanističnih in pol enega umetniškega ustvarjanja se mi zdi tako ful dobro, se mi zdi res fino, da se to dvoje, da se na nek način popularizira
znanstvene probleme in se jih na fin način razlaga in se jih tako razsvetljensko daje ljudem čez neko leposlovje, to se mi zdi ful fajn. In hkrati se mi zdi fino, da se leposlovje začne malo tako brbotati v tem znanstvenem smislu, ker sta te dva kampa tako umetnosti pa znanosti, pa tudi humanistike pa znanosti tako veliko preveč skregana za moje pojme. Znanstveniki imajo vedno ogromno zapovedati čez te zabluzene humaniste, ne? In hkrati humanisti se vedno tako malo predušajo čez te znanstvenike, ki ničesar ne štekajo, tako da to čim več tega plodnega sodelovanja se mi zdi the best. Ja, meni se zdi, mislim, da to bi mogoče, res fajn se mi zdi tudi, že preden je šel roman, da je v bistvu tukaj posluh, da je lahko Meta Zupančič, ki je literaren junak v romanu, izdala v bistvu svoj članek v Fenomeni. Zakaj se mi zdi to tako fajn, ker dejansko bralci grejo na stran Fenomeni pogledati, če je dejansko tam ta članek objavljen. In se mi zdi ful fino potem, ko ljudje, ki pač ne berejo filozofskih revij, dejansko potem komentirajo, kako so šli tja in to je res tam in ima literaturo in tako naprej. To je bila tudi malo provokacija, ne? Ker zdaj, kako pisati ta članek v Kobis. Ja. Zdaj, smo rekli, da mu strokovno potem, da ne bo izvirni, ne? Ker to, ampak to, zdaj, če začnemo počasi razmišljati, ne? Res nek znanstvenik ne more nastopiti recimo pod psevdonimom, kar v preteklosti verjetno niso bile tako redke okoliščine. Še Žižek je veliko člankov kot psevdonimom objavil. Ne? Zdaj, danes, če to si danes več nihče ne privošči, ko je vse katalogizirano in sistematizirano. Ne? Tako da to je bilo razumljeno tudi kot v bistvu provokacija v tem smislu. Ne? In zakaj ne, povrh vsega ta forma dialoga, se pravi pogovora, ki je bila tudi uveljavljena, ne? Če se spomnimo z področja filozofije, ki je segalo na koliko je tekstov napisanih v dialogih, cel Platon, ne? Ampak tudi potem Kozanski in tako naprej do Heideggera. Recimo, medtem ko danes pa ta forma izginja, ne? Da bi bila kot prezentacijska forma umetna, hoče reči znanosti. Ja, ne, to je nek velik problem, ki jaz ga vidim predvsem to, da hoče vsa znanost razumljena v tem najširšem pomenu besede, ki vključuje tudi filozofijo, literarno teorijo in vse, ne, poskuša slediti nekemu idealu, ki so ga vzpostavili naravoslovne znanosti, ne, tudi formi nekega članka, ki je poročilo z referencami, ne, in izvorniku poročilo v nekem eksperimentu, ne, ki mora imeti neko strukturo, da lahko ti potem tiste eksperimente druge repliciraš. Ne. Ampak potem so pa tudi druge vede, da bi bile bolj znanstvene, ne, da bi izpadli, dajali videz te znanstvenosti, začeli to formo uporabljati. In zdaj v bistvu skorda, če si aktiven v akademskem svetu, ne moreš to formo uporabljati, ker drugače tvoje delo nima nobene vrednosti. Ne. Ampak to je neka specifika, mogoče, ki pri nas sploh zelo se razvila, ne, in smo nekako dopustili, da je do tega prišlo. In se zelo strinjam, da bi tukaj morali stopiti malo nazaj, dopustiti vsaj za druge vede, tudi druge forme. Ampak to je v končni fazi odločitev ljudi, ki tukaj delujejo. Ne? In, ja, ni to odzune vsiljeno. Ne? Recimo tudi ta roman, ne, ki izide pri neki založbi, ki še zdaleč ni specializirana, ne, za znanstveno publicistiko. Torej, je tu neka dobra volja, da to, ampak to se danes ne jemlje v zakup. Ne. Recimo, da s to cenzuro, se pravi kvantifikatorsko, ne, nad znanostjo, se onemogoča, recimo, kar je za humanistiko manjše založbe, ki so bile pa tiste, ki so najbolj promovirale to vrstno literaturo. Ne. Potem, recimo, za humanistiko je sigurno knjiga bila prezentacijski tekst, ne, zelo malo poznamo pomembnih del, ki so bile napisane na način člankov. Ne. Zdaj ti imaš pa sploh provokacijo, ne, v glavi, ne, da boš doktorsko besedilo objavil
v stripu. Ja, to je tudi za prej. To je še en korak naprej, ne? Pač ta doktorat, ko sem ga pri njemu delal, da dejansko, doktorat sam je bil res zelo strokovno, pa smo rodili neko malo pregneteno obliko za monografsko publikacijo, ki je še vsem malo bolj komunikativna, ampak ko je bila zares so jo prebrali samo filozofi. Ne? Dejansko je forma tako odvrne, ta zelo strokovna, ko odvrne kogarkoli izven tega in je zdaj prav moja ideja, da bi prezentiral najbolj zanimive stvari iz tega doktorata v obliki stripa. Ker sem videl, da ko sem pa ljudem, ko so popolnoma brez filozofske izobrazbe razlagal glavne najbolj zanimive poante tako na kavah in na raznih žurih, so prišli navdušeni, kako da mi tega ne vemo, kako bi do tega prišli. Tako da to se mi zdi res ful važno. No? Na en stran po tem kantovskem principu te prolegomene, ne, da pa ko upraviš težavno znanstveno delo, da narediš nekaj, kar komunicira to težavno poanto na en komunikativen način naprej. Druga stvar, ko se mi zdi pa zelo pomembna, je pa, ker danes imaš pravzaprav veliko teh popularizacijskih tekstov. Tudi v stripu se zelo veliko zadev dela. Ne? Recimo to, ko so se mi pogovarjali o kvantni mehaniki v stripu in zdaj imaš ogromno, ne vem, imaš Heidegger v stripu, Sartre v stripu, pa imaš, mislim, da tudi neke cele znanstvene dosežke, zelo velike te prezentacije. Ampak zgubil se je pa pravzaprav malo to, se pravi nek ta napol umetniška forma, sploh esejistika, kakor ne samo način prezentacije, nečesa, ampak kakor tudi način produkcije nove vednosti. Ne? Včasih se znotraj eseja so se proizvajala neka nova spoznanja. Ne? To, ko smo midva govorili takrat na koncu, kako je za našo generacijo čisto zginilo to, da bi mi pisali napol esejistična dela, ko so se objavljala v teh splošno kulturniških revijah, ala Nova revija, pa Problemi prej, preden so taki rad, ali pa Sodobnost, pa tako, ne? Da je to čisto zginilo. Medtem, ko svoje čase so se spomnili, mislim, tudi že Freud, pa Levi-Strauss, pa tako naprej, ko so recimo objavljali v Imagu, ne? Imago je bila ena taka revija, ko je takrat se vsi v Evropi brali in ko je vse možno noter izhaja, ne? Ko je bila kakšna črtica tudi, pa in tako to se mi zdi, da to ful zginja. Ena stvar, ko bi jo tako nek splošno izobražen človek prijel v roke in bi noter videl malo. Ja. Pri Novi reviji, ne, recimo je bilo možno, ne, da ne vem, izide intervju z nekim znanstvenikom o kakšnih problemih, izide en tekst, lahko precej težak, recimo o problemih sodobne biologije, in recimo odlomek iz tvojega romana, ne, to je tvorilo en blok. Ne. In zdaj, ko se je bralo to skupaj, je bil poseben efekt. Ne. V strokovnih revijah tega ne moreš v bistvu početi, ne, razen če se odločil za take provokacije. Ja, ne, mislim, se to je v bistvu ena tema, ki je odprta v romanu noter, ne, ker se v bistvu ena od junakinj sprašuje, ki se da zdaj to sploh objaviti v slovenskem prostoru. Ker v bistvu nimamo neke vrste revije, ki bi, ravno to, kar si ti izpostavil, ki bi bila na nek način ena taka široka revija, ki bi v bistvu odpirala obzorja, ne. In v bistvu so potem, kaj so filozofske revije, ali pa v bistvu na koncu internetni portali, ne. V bistvu Karkadabra na eni ali pa tudi literatura na drugi strani. Se mi zdi, glavno, ko si ti govoril, se mi zdi, da v bistvu na koncu je pač literatura in portal tisti, ker je še najbližje temu, kar si govoril, da se da v bistvu Literaturi pa beletrini, tudi tam, če se bil, tako ene par mašteh, ki so. Ja. Ker v bistvu imaš na koncu neke vrste eseistično formo, ki na nek način odpira. Da to malo, Ja. Pa predvsem, ko ima več bratstva, ne? Ker v bistvu problem teh strokovnih revij je, da jih noben več ne bere, ne? Se še sami rešujejo elektronske izjave. Ampak en zelo pomemben aspekt se mi zdi srednje šolstvo, pa tudi osnovno šolstvo, ne, mi zmeraj jamramo, kako nimamo dovolj interesa med mladimi za to, da se odločijo za znanstveniške študije in tako naprej, naravoslovne študije. Jaz mislim, da jim manjka tudi to, kako se jim to približa, ne. Da tu je nastal en velik razkorak in da so, tako kot jim je to posredovano, preveč umetno, ne. Verjetno večino informacij dobijo prek interneta, ampak to verjetno ne ustvarja neke skupnosti, ne. Je to neka individualna. In je zanimivo, ne, zato mislim, da je to produkt tudi tega, kar recimo naša ministrstva delajo vsaka za sabo, zase, ne. Ministrstvo za šolstvo, ministrstvo, ne, kulturo, znanost. In tam, recimo, da se ena knjiga, ki bi bila subvencionirana iz treh, recimo, in da bi bila tudi uporabna v tem smislu, ni mogoče, da izide, ne. To je, kako bi rekel, čist, če gledamo razpise, pridemo do tega, ne. Recimo, RSS
ne izdaja doktoratov. Zdaj, če ni doktorat znanstveno delo, kaj je? Zdaj, zakaj naj bi se doktorat ne objavil in financiral? To se mi zdi, in sem en parkrat tako spraševal, pa nisem dobil še zmeraj nobenega odgovora. So pa financirali neko astronomsko društvo, če se ne motim, z zelo izdatnimi, kar spodbija celoten ta. Ampak zdaj še recimo ta vsebinski vidik, to je bilo omenjeno, da to lahko prispeva seveda k novim spodbudam k spoznavanju, k tistemu pravzaprav primarne znanstveni dejavnosti. Jaz mislim, da je to res, zmeraj rabi neko okolje, v katerem se nekaj oblikuje. Kako si o tem razmišljala? Pravzaprav zdi se mi, da si imela tudi to v mislih, da bi ene določene mogoče dileme v znanosti ali pa med znanostmi, tu, ki smo že pri interdisciplinarni humanistiki, se zdi, da danes bi morali stopiti korak naprej v tem področju. Interdisciplinarnost je obravnavana tako navzven, kot neka reklama, ki niti, kako bi rekel, se ne resno podpira, ampak tu lahko po mojem pride do novih spoznanj. Ena filozofija bo danes recimo zelo težko izolirano delala, pa recimo ena literarna teorija. Medtem ko v neki povezavi bi pa lahko prišli do nečesa dobrega. Se mi zdi, da je bilo to tudi v tvojem tekstu nekako. Ja, mislim, en pomemben vidik, ki se ga v bistvu že izpostavil s tem prepraševanjem forme filozofskih prispevkov, je to, da sem res hotela prikazati, pa recimo temu filozofijo znanosti, čez dialog. To se mi je zdelo v bistvu tako en tak pomemben aspekt, pokazati, da se da filozofijo znanosti furati pri zajtrku čez dialog z otroki, da se jo da v bistvu, ne vem, furati čez Skype, da se jo da voditi čez pogovor ob kosilu, ki te vsi prekinjajo okrog, da je v bistvu to en realen sestavni del življenja, ki ga vsi imamo, če si v bistvu odprt za zadeve, pa se sprašuješ o tem, kakšne so, pa se ne ustaviš, pa ne vem. Po drugi strani je pa v bistvu to, kaj je tudi Previzer v bistvu nakazal, ena ta delitev teh dveh svetov, ki se mi zdi, da v bistvu smo vedno bolj zacementirani na njo. Tudi eno to vzvišeno gledanje na to, kot in iz ene in iz druge strani, kot sej ta drugi del publike je kriv. Jaz kot nekdo, ki se v bistvu imam recimo stike z obema svetovoma, res velikrat naletim na to, da se zdi, kaj se je mogoče naravoslovcem, da mi smo razgledani, pa res poznamo kulturo, ampak humanisti pa res ne veste, kaj se dogaja v naravoslovju in obratno. Da se zdi pač humanistom, mi smo razgledani, pa vemo, kaj se dogaja v znanosti, ampak naravoslovci pa res ne vejo, kaj se trenutno dogaja v kulturi. Pa bi nas presenetili, koliko v bistvu se ve tega in koliko je v bistvu tega v bistvu nekega dialoga premalo. Mislim tudi, glih to, kar sem tudi na začetku omenila, da sem bila res vesela te recepcije, kar se tiče z področja znanosti, pa moram reči, da so v bistvu vsi tako malo skeptično pristopili k temu, kot roman in to od nekoga, ki ni pač biolog, da je bil v bistvu tukaj na koncu potem več ali manj ta pozitiven odziv tudi, boljše, kot smo mislili, da bo pač v tem smislu, dejansko zadeva stoji na področju znanosti, pa mogoče ne bi pričakovali, da bi. In tukaj se mi zdi res pomemben, v bistvu, da se vodi ta dialog brez nekega podcenjevanja in da je to pač en tak kompleksen, konstruktiven dialog. Ker v bistvu, kot sem na začetku omenil, meni se zdi, da v bistvu so ti temeljni pojmi se v bistvu vsi odvijajo na tem križišču znanosti, filozofije. V bistvu literatura je pa tista, ki se mi zdi, da ima en potencial pokazati na to kompleksnost, pa na to prepletenost. Ja, zanimivo je, da se je svoje čase Heidegger odločil za dialoško obliko. On je veliko govoril s Heisenbergom, tako pogosto so se relativno srečevali, pa z literarnimi teorijami sploh. In je to predstavil torej v formi dialoga, in ta dialog, torej to ni kar tako, da se samo ampak dejansko pride recimo do interpretacije, kaj je horizont. In vsak seveda svojega stališča
se temu približuje nekako, ne da bi prišli do nekega, kako bi rekel, povezave, ki bi bila nad tem, ne. Tako da zaradi tega lahko smatramo, da to je nekaj, kar neposredno bi spadalo k znanosti, ne. Ne, na vsak način, mislim, da to, kar smo že vsi izpostavili, ne, da ta forma eseja je zelo pomembna prav zato, da se ne komunicira, da je samo znotraj zelo ozke stroke, ampak tudi širše, ne, z drugimi znanstveniki, ne, znotraj znanosti in navzven, s širšo javnostjo, ne samo navzven. Mogoče to znotraj med strokovnjaki različnih polj še bolj pomembna komunikacija, ne, ki omogoča, da se vse skupaj dvigne, ne, nek višjo raven. Ne. Ampak kaj je problem pri tem, je, da ta forma pri nas še posebej, ne, drugje niti ni toliko hudo, nima nobene vrednosti znotraj našega akademskega sveta. Ne. Nobene vrednosti, nula. Ne, če to počneš, je tako, kot da bi, ne vem, ne bom uporabil nobene prispodobe, ne. In to se mora spremeniti. Ampak kaj je v zadnji? Zmeraj, ko to omeniš nekje, vsi rečejo, ja, kako bomo pa to vrednotili, ne? Kako bomo pa to vrednotili? Zato, ker so vsi obsedeni s tem avtomatskim vrednotarjem, ker mislijo, da je to edino pravično, ne? Da imaš algoritem, ki potem spostavi neko hierarhijo, ne? Pa če pride totalno neumna hierarhija, tako kot so tiste astrološke knjige bile takrat, ne? Ker tudi algoritem naredil to hierarhijo, ali pa če pač zdaj nekdo dela pač nekaj, kar noben ne razume, ne? Pa to zbere strašno veliko teh točk, pa mu dajo Zoisovo nagrado, ne? Pa noben ne ve, kaj zares dela, ne? To je konkreten primer. In pri nas se je zgodilo, ne? In zato moramo zdaj spremeniti percepcijo, po moje, eseja oziroma vseh teh del, ampak to se pa navezuje na vrednotenje. In vrednotenje ne samo idej, ampak tudi strokovnjakov moramo sprejeti kot del same znanosti. Ne. Sam znanstvenik nisem tisti, ki vrednoti ideje svoje in tuje, ne. To je pač normalen del znanstvenega procesa, ampak tudi druge strokovnjake. To je bilo odskoz, ne. Tisti, ki imajo neko gled, sprejemajo v svoje in dajo neke nazive ljudem, ki prihajajo, ne, na podlagi njihovih del. Ne moramo to delegirati zgolj na algoritme, ne. No, pred kratkim sem imel diskusijo o tem in sem dajal kot primer avtorja, ki je gotovo napisal daleč največ zgodovinskih knjig pri nas. Lansko leto je izdal knjigo o Ivanu Cankarju, ki je bila v momentu razprodana, ampak to je tudi nek kriterij in nima niti enega citata, ne. Zdaj, ali da bi izvrgli ven, ne, kako, ne. Torej, on ne izpolnjuje potem pogojev, da prijavi projekt, ne. Drug primer, recimo leksikon, ne, avtorja knjige, ki smo jo predstavljali pred par dnevi, ampak to je neka druga knjiga, ne, to je 1000 strani obsežno delo, ki je nastalo 20 let, vse to, in to se ne šteje kot znanstveno delo. Ne, kar za področje humanistike pomeni, da dela, ki so na daljši rok, ki rabijo tudi skupinsko delo po svoje, nimajo več nobene relevance. Ampak to pomeni pravzaprav razkroj strok. Tako propadajo stroke, ker se ne morejo vzdrževati samo na objavljanju znanstvenih člankov, a ne. S tem, da recimo na področju filozofije je to skoraj nemogoče, ker v prvo skupino najboljše citiranih revij, ne, sodijo revije, ne vem, ki so bolj naravoslovne kot pa filozofske, ne. A pa so to kakšne ameriške revije, kjer nimaš niti interesa, da bi zaradi njihove specifike objavljal. In to seveda ustvarja neko umetno sliko znanosti, ne, v veliki meri. Ti si sicer rešen tega, ker imaš umetnost. Ampak kako je pa na umetnosti, se tam
Pravzaprav so podobni mehanizmi, samo glede kriterijev verjetno. Ja, tam kar je dobro, je, da tam se tudi uvaja malo te kvantifikacije. Posod je ta problem, to se spustrinjam, Saša, tam, kar rekel sem. Jaz imel že par debat točno o tem, da je problem tega, to je prav nek tak beg pred odgovornostjo. Tako noben od nas ne bo rekel, lejte, mislim, da je jasno, da je to dosežek, a se lahko prosim vsi strinjamo, vsi so, bi se strinjamo, ampak vsi so, ja, ampak ne bi bilo boljše, če bi se nek mehanizem za nas odložil, pa kar pa objektivnost, pa tako, ni, pozab, ni tukaj tega tipa objektivnosti. Res, tako, to je ful nek beg pred odgovornostjo, ko uničuje to. In recimo v umetnosti je več tega, tako, ker je tako že tako jasno, da so umetniki kar bolj leteči pa tako in se tam je še malo bolj varno pred tem. Ne? Sicer se tudi tam se poskuša skozi nekaj kvantificirati v smislu, da ko se ti prijavljaš za ta status kulturnika, da zdaj točno določen ti moraš imeti tako recimo, da dobiš status striparja s plačanimi prispevki, moraš imeti 10 objavljenih stripov v taki pa taki periodični publikaciji ali eno knjigo, ali tudi tam se poskuša skozi kvantificirati. Medtem ko vem, da še par let nazaj je tako vse zelo v luftu. Pač jasno je bilo, kdo je pač ko si zaslužil in kdo ne. Tako, zdaj spet poskušajo tukaj malo kvantificirati, tako da se plast tudi sem noter. So te kvantifikacije vsem bolj take, bolj normalne. Ne? To, če ti nekdo reče, moraš imeti 10 objavljenih stripov v redu, ali bi imel pa tam 10 objavljenih esejev. Skratka, še vedno je produkcija, ko se terja, je skladna s tem, kar je poklic, medtem ko v filozofiji ni. Ne? V filozofiji se terja produkcija nečesa, kar nima, kaj dosti pesi s filozofijo, to je problem. Ne? No, ena zadeva, na katero sem trčil in sem letos pri predmetu humanistika tudi predaval, je kritika. Ne? Torej, kritiko poznamo seveda iz filozofije od Kanta, ne? Ampak kritika igra zelo pomembno vlogo v recimo produkciji literature, tudi humanistike, mogoče malo manj naravoslovja, ampak tudi tam. In to je nekaj, kar zadnja leta zelo peša. Zakaj se je v primerjavi z poveličevanjem teorije, torej je bila kritika popolnoma devalvirana, kar ne nazadnje, Evropa je na kritiki pravzaprav vzpostavljena, na neki zmožnosti kritične presoje, ki potem ustvarja tudi kriterije literarne, kakorkoli. To je bilo zmeraj pomembno. Zdaj pa to, kako bi rekel, nekako sploh ne srečujemo. Kaj recimo ti pričakuješ recimo od kritikov? Pravzaprav ne dobiš inštance danes. Tudi recimo nacionalna televizija, meni se zdi, da nima več niti ene oddaje, ki bi imela to kritično razsežnost. Mislim samo, že sam, če se literarno kritiko pogleda, je to izjemno povezan z ekonomskim statusom pač kritikov. Pač tukaj gre za poklic, ki je popolnoma prekaren, vezan, različna sodelovanja in tako naprej, ker ni nobenih zagotovil, da se bo objavila naslednjo kritiko, koliko bo plačana, če sploh bo plačana, kar pomeni, da so literarni kritiki več ali manj študenti, takoj po študiju, ki so pripravljeni to sprejeti, takoj, ko nekdo dobi bolj sigurno službo, se pač mora literarni kritiki odpovedati. In to je v bistvu nekaj, kar se mi zdi, da ves čas nekako določa področje literarne kritike, no? Da jih je v bistvu zelo malo tistih, ki zdržijo. Zdaj nekateri več ali manj potem pišemo še občasne literarne kritike, pač več ali manj bolj na pogon tega, da se nam zdi prav, da jih, ampak pri nobenemu ni to neka stvar, ki bi lahko, zagotavljala eno ekonomsko varnost, je to v bistvu hobi. To, ja. Mislim, nekako se zamenjuje predstavljanje novih izdaj z kritiko. Zdaj, Bukla je super, ampak tam več ali manj ni kritik noter, ampak so pač predstavitve knjig, kar je super, ampak to ni isto. In podobno je v znanosti. PR sporočila inštitutov, nekih odkritih, to ni isto, kot da nekdo pove nekaj, celostno predstavi, zna zagovarjati, umesti nekako širši kontekst. Ampak zato je pa potrebno več znanja, moraš se izpostaviti. Javna izpostavitev ti pa
v današnjem kontekstu samo škodi, nič ti ne koristi. Ne. Ja, mislim, že tako je slabo plačano, ne, kot je Tina omenila, potem pa ti samo škodi v tem našem akademskem svetu. Ne. Najbolj skozi pridejo tisti, ki so pridni, ki delajo in so tiho. Ne. In to je pravilo, ki so ga zdaj že vsi nekako dojeli in pač se ne izpostavljajo več, ampak sama javnost pa zgublja marsikaj zaradi tega. Ne. Zato mislim, da ni druge rešitve, kot da se v akademskem svetu, ker pač rabiš strokovnjake, da bodo to početi. To ne more pač početi novinar ali pa pač moraš imeti neko ozadje, ker močno, ne, da lahko vrednotiš da ima tisto tvoje vrednotenje neko težo. Ne. To se pravi, moraš biti nekam vezan na neko stroko, na nek akademski svet, ampak ključno je, da se to začne potem v tem akademskem svetu vrednotiti. Ne. Ja. No, zanimivo je, ker ta naš sistem tudi ne dopušča recenzij kot meril znanstvenega. Ne točk, ki so vezane na monografijo, niti recenzij. In zdaj recenzija neke knjige, pa to je kritika, bi lahko. Ja. Mogoče se nekaj še, mislim, da mogoče bo sama javnost začela pritiskati na ta znanstveni univerzitetni svet, da se bo spremenil. Zato, ker prihajamo v čase, ko nevarnosti za nas sploh da ne vidimo več neposredno brez pomoči znanosti. Ne? Recimo podnebne spremembe, če vam pogledaš, saj ni nič narobe. Ne? Ampak znanost nam pa lahko pove, da so situacije take, da če bomo tako nadaljevali, bo svet šel na tako pot, da nam ne bo več lepo, ne? In zelo verjetno že zelo kmalu. Ampak zato nujno rabimo dobro delujočo znanost, ki se tudi javno oglaša. In zdaj mislim, da pač bo morala država enkrat sprevideti, da mora reformirati ta akademski svet, naš, ki pred sam sebi namenjen in ga spraviti v neko formo, da bo res tisto, kar mu družba pač daje preko financ, vračal nazaj. Ne. Zgolj akademske publikacije niso vse, kar se pričakuje od znanstvenika, ne, v tem najširšem pomenu besede. Ne. Ja. Dobro, zdaj mislim, da je čas, da mogoče še malo občinstvu, ni sicer veliko, ampak nekaj pa le bi, no, Tomaž. Ja, jaz prav hvala lepo za to temo, pa za vse 4 govorce, ker ste tukaj omenili dialog, kritiko, tudi neke vrste opačen elitizem, ki se posebej v naši družbi pojavlja, ker sam kar naprej opažam, ko potujem po Evropi, se srečujem z ljudmi izven Slovenije, kjer je prisotnega bistveno več dialoga, kjer imamo medije, kjer je prisotno bistveno več kritike in kjer pravzaprav se ne dogaja nek elitizem, ki je samem sebi namen. Tam moraš nekaj pokazati, da si del neke elite, da tako rečem. In pa seveda še eno besedo, ki se mi zdi zelo pomembna, ki je bila v Sloveniji že kar naprej na nek način opačena sproščenost. Ta, kako bi temu rekel, odprtost, ne lahkotnost, ampak sproščenost, da lahko pogledaš z različnimi očmi na zadeve okrog sebe. In mislim, da smo tukaj mi pravzaprav konkretno v Sloveniji postali neka, kako bi rekel, samozaverovana družba, ki se s temi vprašanji sploh moče soočati. Če pogledamo, recimo, da ti si omenil kritika na televiziji. Ne, se spomnim še kot mladec, je bilo v delu, recimo, gledališka kritika zelo močna pred nekaj desetletji. Danes pravzaprav tega ni več. So neki opisi nečesa, neka poročila, ampak to ni kritika.
pred leti, ne vem, kako poznate, je bilo v Nemčiji zelo popularna oddaja Literarni kvartet, Rajka Nickiga je vodil. Filozofski. Ja, potem je bil tudi filozofski kvartet. Ne? Ko sem se pogovarjal s kolegi na nacionalni televiziji, sem rekel, zakaj ne bi nekaj tazga pa nas naredili, ne? Ok, no dej, veš, da se ne bomo menil zameril slovenski prostor, da premehali. Se pravi, ta, kako bi rekel, prijateljska naveza je bolj pomembna od kvaliteti dela in tako naprej. Tako da sem vesel te debate in hvala lepa. No, pa ta kvartet filozofski, recimo, vodi Sloterdijk. So ga meni se zdi, da je bil izvoljen za Ja, on pa Safranski plus dva gosta sta da. Torej se pravi, ne nekdo tako. Inštitucija filozofije, ki je to. In to so bile oddaje, recimo na televiziji, ki so imeli večjo gledanost kot fuzbal tekme. To je super, ja, da je. Ja, ampak zdaj po smrti Rajka Nickega je to pač se ustavilo, zdaj se ta literarni kvartet obuja. Sloterdijk se je umaknil bolj v neke druge vode, ne? Zdaj ne vem, če Safranski, a je še živ, ali... Ja, ampak imate že precej leta, ne? Ja, ne, se pravi, tudi ima, ampak ne glede na to, recimo, če gledam samo nemško televizijo, imajo tam vsak dan različne pogovorne oddaje, včasih nekatere zelo zahtevne, na 3 sati, prav tako, ne? Se pravi, imaš nek prostor, kjer se neka mnenja soočajo, neki dialogi. In tudi, ko se jaz pogovarjam z znanci, ki imamo v tujini, se pravzaprav ne izogibamo tem. In tako se tudi vzgaja neka kultura. V šoli, v naši osnovni šoli, koliko ne da bi učenec preveč sprašval. Učitelj je tam zato, da v monologu pove, kar ima zapovedati, mu da oceno, to, kar ste vi govorili, in potem smo pravili. Ja, to je hecno, da tudi o temu se doskrat govori, glede ena stvar slovenske majhnosti, pa zato tudi to kritike, ker pač si noben ne upa reči, da še zodi, ko jih bo pol videl na eni otvoritvi čez par dni, ali pa, ne, pa tudi ne da se pripraviti take sorte oddaj, ker je premehna kritična masa, da bi te oddaje gledala, pa tako. Ampak v bistvu je tako v Ameriki, ko je ful velik trg, je ful podobna situacija. Tukaj smo v bistvu Slovenci čudni glede na ostalo Evropo, ko še vedno goji neke te kulture, ampak smo pa ful ameriški v resnici. Tako v Ameriki prav vidiš, da se jim to dogaja, da jim padajo te zadeve bolj kulturniško vodo, ker jih kao noben ne gleda, da ni toliko teh povezav med humanistiko pa znanostjo. Jaz mislim, da je to ta problem te naše, kakor malo srednje vzhodne Evrope, teh mladih postsocialističnih držav, ko si hočejo biti bolj kapitalistične od Zahoda in se ful pač res šlepamo na ta ameriški model preveč, medtem, ker bi bilo boljše, če bi oponašali nemškega, recimo. Mi pa to še rekel, glede odsotnosti kritike, da to je res zelo škoda. Jaz sem na to zdaj pač ti si povedala to izkušnjo z literarno kritiko, pa Sašo glede recenzij znotraj znanosti. Recimo od stripu imamo pa tudi grozen, ker pa strip pa toliko majhen segment znotraj slovenske kulture, da se ljudem se zdi grozen, koliko malo odziva dobiš recimo na literaturo ali pa na gledališče, no, nas manjka prej. Na strip pa tako nič ne dobiš, nič. In jaz sem potem kadarkoli kaj izdam, pa vidim, da to ljudje berejo, vidim, da tako pridejo na razstavo, pa vse, in pol kličem na razne revije, ker vem, da bi lahko to objavljeno, rečem pa, a ne boste? Ja, se mi smo vsi v uredništvu to prebrali, sem nobenega nimamo, ko bi bil kvalificiran, da piše strip kritiko. Tako pa dajte pač filmskemu kritiku to napisati. In je pač res problem, ker kritika je ena od zadev, ko te tudi če ni denarja namenjenega za eno določeno, zdaj imamo kot te žene, da boš naredil neko stvar, da veš, da boš dobil en odziv med svojimi temi vrstniki, med ekvivalenti, da bo nekako to odmeval po sceni. Ne? In če nimaš občutka, da bo to kakršenkoli odmev imel, pa je res zelo brezplodno. Tako se mi zdi z vsemi temi malo bolj mejnimi področji. Pač ne, imaš otroško pa mladinsko literaturo na eni strani, ki ima v bistvu ful malo nekega kritiškega odziva, ali pa na drugi strani mogoče poljudno znanost ali pa poučno knjigo, ki ga je spet pač premalo. Mislim, jaz sem to videla, kaj se mi spet abstraktnih izumi, ki je bilo v bistvu ogromno nekih reakcij, tako v dialogu sem prebral, mi je bilo fajn, nobene kritike ni bilo objavljene, ne? Ker je pač res en tak presek, kaj jaz vem, neke mladinske in pač poljudne filozofije ali pa tako naprej. Ne? Ja. In v bistvu potem tega odziva ni. No.
Ampak je pa to splošen problem, no? Je pa to problem zikr tudi v literarni kritiki, pa v znanosti, pa tako naprej, da se vedno bolj zadeve pišejo tako zaprto, sami zase, ne? Pa za dva človeka, s katerimi smo v dialogu in vedno manj ali za širšo znanstveno skupnost, ali pa celo za širše prebivalstvo. In da je ta odsotnost kritike tudi velik del tega. Ne? Lahko sam še nekaj, ko govorimo o medijih. Ne? Recimo, v nemški trg je večji, ampak v Nemčiji tiskani mediji niso propadli, kar je zanimivo. Pa nas se vsi naši tiskani mediji izgovarjajo, kako ni publike, je samo poročajo. Če vzameš nemške te pomembne tiskane medije, tam so članki, ki niso poročila. Oni poročanju namenjajo eno ali dve strani, poročanje se je preneslo na splet, ampak tiste vsebine, ki jih pa bereš, so po tiskanih medijih. In pri nas, recimo, ko iščejo recepte, kako bi, seveda ne pomislim na te recepte, ampak je zelo preprosto greš v trafiko, kupaš časopisi in dobiš vzrok, če bi želel. Ampak to kaže prav na neko, vi ste rekel, nek čuden elitizem v Sloveniji, ali pa zarikanje potrebe, kako bi to razložil. No, za tako pisanje rabiš neko znanje, ne? In tudi so pri nas novinarji, ki znajo na ta način pisati, samo zakaj nimajo več mesta, večji doseg, je pa drugo vprašanje. Ne? In tudi mislim, da v tej naši znanstveni sferi ali pa širše kulturniški sferi je veliko ljudi, ki bi znali dobre kritike napisati, ne? Ali pa ki bi znali dobro komunicirati znanost, samo se s tem ne ukvarjajo, ker pač zakaj bi, ne, če nimajo neke vzpodbude v tej smeri. To je zanimivo, ker v prejšnjem sistemu, ne, celo uradna oblast je imela načelo s knjigo nad knjigo. To so se resno držali in to je vzpodbujalo, to si bral te zadeve dejansko, jaz se spomnim naši razgledi, recimo. To so bili v bistvu zelo kvalitetna revija za tisto okolje, ne, torej, in si to bral z interesom, kako zdaj polemizirajo o raznih, ali so bile kulturniške, ali so bile politične, ali pa, mislim, in zdaj tega pa, ne, zdaj, ti Iza sicer si proučeval efekte kapitalistične, ti povezuješ, da je, ker meni kolega z Češke, ki je bil enkrat tudi v obisku, je rekel, vi imate tu še v redu, je rekel, veš, na Češkem je kritična javnost, civilna družba, vse to, tega ni več. No, zdaj so se spet, vidim, se oglašajo, ampak očitno je ta vira v konzumizem, to nekaj naredi svojega, da tudi potem vpliva na kulturo, da se začne tako obnašati, kako se organizira, recimo sama znanost. Recimo zdaj, če vzamemo same univerze, kako bi rekel, da se pravzaprav reklamirajo kot neke vrste firme. Torej, da pravzaprav nimamo več primarnega ukvarjanja z vedenjem, ampak je vedenje v funkciji, da si zdaj na tistih lestvicah, ker toliko in toliko povezuješ se z gospodarstvom. S tem, da paradoks je pri nas, da ravno ta povezava z gospodarstvom je praktično onemogočena, torej ni zaželena, ampak to imajo vseeno naše univerze. In jaz se bojim, kaj bo, ker zdaj že prihaja recimo do fenomena kupovanja študentov. Torej, da se uvažajo iz tujine. Recimo, in to se recimo opravičuje s tako imenovano internacionalizacijo, ki, koliko jaz vidim, ima v 80% je to pravzaprav neke vrste turizem. Se je fajn, da greš v študentskih letih nekaj, ampak koliko jaz vidim, je zelo malo kaj resnega od tega, da bi se tu spletle neke navezave, da bi to delovalo. In jaz to vidim za problem cele Evrope. Ta sistem, ki se zdaj v Evropi vzpostavlja znanstvene produkcije, mislim, da ne bo konkurenčen.
Ni prave vzpodbude to, da bi se res doseglo rezultate. Ne? In ne vem, kaj bo se pokazalo v 10 letih. Ne? Ja, mislim, da je del problema tudi to, da tudi znotraj znanstvenega sveta postaja zmeri bolj pomembna samo ta prezentacija. Kako boš ti nekaj prezentiral, kje si objavil, kako si objavil, kako boš izpadel. Ne? Tudi potem prideš na inštitute, se več ali manj sam pogovarja o tem, kam bomo to plasirali, ne več vsebini. Ne? In to je zelo depresivno. Zelo depresivno. In zanje, ker sami vejo, ampak so nekako ujeti v to in ne znajo ven. Ne? Pri mladih velikrat že slišim, da po doktoratu gremo raje v industrijo, ker tam je več svobode kot v akademskem svetu, ne, paradoksno, ampak je tako, ne, kakle so pač neka strašna negotovost, se v tem tudi pišeš ti, da si malo vrnil na roman, ne, ja, tega nismo obdelali, ne, kako v bistvu je ta svet mladih znanstvenikov, pa tudi že starejših, nek zelo naporen svet. Ne. Zdaj pač ugotavljajo študije, da je med mladimi znanstveniki tudi po nekajkrat več depresije, samomorilnosti kot v splošni populaciji. Ne. In se zelo resno lotevajo teh problemov. Tako da tule imamo kup problemov, ki jih moramo nekako rešiti, ampak kar mene skrbi je, da sama znanstvena skupnost, vsaj pri nas, mogoče niti ne zaveda dovolj teh problemov, ki jih ima sama in nič ne deluje v smeri, da bi to razreševali. No. To me zelo skrbi, tako da tukaj mislim, da zaenkrat ne vidim druge možnosti, kot da širša javnost nekako pritisne na akademski svet, da se reformira. In spet postane tisto, kar je že nekoč bil. Ne? Ja, seveda. Glej, zdaj imamo primer, ne, 100-letnico univerze. Ne. Če ni bilo takih ljudi, ki so verovali, mislim, tudi kriterije vzpostavili, se to ni bilo kar tako. Ne. Recimo, Franceta Webera niso dovolili, da se ga izvoli vrednega, je moral najprej docent in tako naprej, čeprav ni bilo nobenega drugega. Bil je potem kot konkurent, recimo Rostokar, ki je bil že, ne, torej, če gledamo, če bi to primerjali danes, ne, bi videli, da je tu pravzaprav neka retardacija na akademskem standardu. Ne. Tu seveda je družbeni problem. Zato pa nastaja to, da se hočejo zdaj pravzaprav univerze nekako osamosvojiti, ne, od države, kako bi rekel, kot da so samostojne firme. Ne. Kar je pa drug problem, se mi zdi. Ne. To so zelo zapletene in še razmere in še posebej v Sloveniji, ko je univerza bila povezana nekje z samim nacionalnim okoljem in podobno. Ne. Ja. Še kakšna? Ja, jaz bi pa bolj tudi knjigo vprašal, v bistvu pa bolj se navezal na to. Skratka, me zanima, ker ste knjigo pisali, pač, kako pa mislite, da bo v realnosti, recimo v naslednjih 10 letih v Sloveniji, kako bojo ljudje to sprejemali? Pač, ta knjiga je sigurno pač poveča možnosti, da bojo ljudje sprejeli to znanost in medicinsko tehnologijo, v kateri ste pisali, ampak kaj pa mislite, da bo realna slika? Mislim, jaz ne delam kakšnih utvar, da se bo situacija zaradi ene knjige bistveno spremenila. Jaz mislim, da je tukaj treba, mislim, da gre tukaj za en kamen v mozaiku, no, v bistvu vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, no, v bistvu odpreti en tak dialog filozofije z družbo in tako naprej. Koliko se bo spremenilo, meni je na primer zanimiv, koliko v bistvu, kaj smo, dobivamo neke posamezne novice in se obešamo na, ne. Jaz enkrat sem na primer knjigo oddala
en let nazaj v založbi, se je zelo brala kot znanstvena fantastika. Potem je pa prišla pač ta zadeva s Kitajsko in tako naprej in kar naenkrat se jim je zdelo na založbi, da moja knjiga pravzaprav zamuja, da bi mogoče premaknili datume. Pa se mi zdi, da je v bistvu glih ta situacija pokazala, vsaj meni se zdi, da so v bistvu te datumi precej realni, ker tukaj tisto, kar mi res rabimo še, je en tak premislek tega, kaj znanost prinaša, pa teh rezultatov, ki jih prinaša. In v bistvu glih to je to, kar knjiga poudarja, da v bistvu tisto, kar nam manjka, ni nek znanstveni napredek, mi imamo znanje, ampak je v bistvu en tak premislek tega, kaj to znanje prinaša, pa v bistvu en dialog med znanostjo, filozofijo pa družbo, kaj to znanje pomeni, kaj nam lahko prinese, kako si ga želimo uporabljati in tako naprej. In jaz upam, da ravno na tem področju mogoče knjiga odpira en tak pogled, no, v bistvu, kako kompleksen mora biti ta dialog. To je v bistvu to, kar smo se mi zdaj skozi pogovarjali, no, da v bistvu bi rabili en malo bolj poglobljen, kompleksen dialog, v bistvu, ki bi povezal te svetove, ki so v bistvu, tudi to se mi zdi, da je po eni strani problem, no, da v bistvu, kaj se manjka, naprimer neka kompleksna kritika mogoče poljudne znanosti ali pa eseističnih del, tudi zaradi te delitve na dva svetova, ker v bistvu kritiko pišejo literarni kritiki, ki v bistvu v roke ne bodo niti vzeli poljudne znanosti. Če pa že, je bojo vzeli pa zvečer tako za oddih, ne pa kot nekaj, kar bi v bistvu, česar bi se potem kritično opredelili naslednji dan v enem kompleksnem članku. No. In se mi zdi, da je pač ta dialog tudi zaradi tega potreben, no, da v bistvu sploh pridemo do te kritike in eseistike, ki je bila v bistvu malo bolj kompleksna. Se zelo strinjam, pa še ena stvar bi mogoče bila za izpostaviti, da je znanost naredila že kar dolgo pot v tem, da se je približala širši javnosti, ne, in tudi razvila načine, kako učinkovito predstaviti določena spoznanja ljudem, da si oni lahko vsaj za silo zgradijo neka predstave, na katerih lahko potem gradijo. Ne. Z področja humanistike so poskusi, ampak ne še dovolj veliki, da bi se ključne koncepte formulirali na ta način, da bi jih lahko tudi naravoslovci, zabiti naravoslovci dojeli. Ne? Tukaj se mi zdi, da pri nas tudi, no, mogoče se to spreminja, ampak še zmeri je neko prepričanje, da se ne da bolj enostavno povedati kot neki filozofski razpravi. Ne? In to je, se mi zdi, da podobno kot če znanstvenik reče, jaz ne morem drugače kot skozi enačbe povedati. Ne? In so poskusi, ne? Ampak mislim, da bistveno premalo močni, zato pa pride potem med naravoslovci je zelo razširjeno to prepričanje, da gre na tem področju humanistike v glavnem za govorjenje, ki nima neke ja, v bistvu, da je še bolj samo sebi namen kot karkoli drugega, ne. Zato, ker ne vidijo, sploh nikako ne znajo se prijeti stvari zraven, ne. In tukaj mislim, da bi morala sama humanistika storiti en korak in se poskušati pogovarjati na tak način, da bi drugi razumeli. Ne? Ja, se to ena od idej, ne, teh humanističnih korespondenc je vzpostavljanje vsaj med humanističnimi, ne? Ker tudi tega ni, ne? Tudi tu je še večji razkorak, recimo, kako naj jaz z enim zgodovinarjem govorim o zgodovini, ne? Torej, on ima zgodovino tako rekoč za svojo vlast. Ne? Jaz pa rečem, najslabše je, če imajo zgodovinarji zgodovino, a ne? Kako naj ampak recimo, ko poskušaš to, opaziš, kaj je težava. Težava je prav konceptualne narave. Torej, zdi se, da je humanistika vezana na neke koncepte, a pa že sklope konceptualne, ki so se izdelali recimo 50-60 let od tega in ki so v tistem času imeli neko, da bomo pravojno moč.
Torej, zdaj se zdi pa, da je to kot pač sušilo, ko obesiš gor cunje, da so ti koncepti, torej, da počnemo to, da obesimo te cunje na obešalo. In torej, to mi je svojevrsten izziv, kako dobiti pravzaprav dostop do konceptov, ki bi ne bi imeli samo intencijo, da so bolj razumljivi, ampak sploh, da omogočajo sporazumevanje. Kako nas je danes, ali ima zgodovina, ali lahko postane nek skupni predmet diskusije, ali bo se vsak po svoje obdeloval. Jaz bom kričal zgodovinarju, da je konc zgodovine, ne zavedajoč se, da je to produkt pač nekega mišljenja, ali kakorkoli. In to se mi zdi, da je trenutno najpomembneje za humanistiko, da premosti. Drugo pa je, recimo to, mislim, da recimo eden od zelo slabih vidikov bolonjske reforme in to je, da se prekinja stik med humanistiko in naravoslovje. Recimo na naš oddelek prej je prišlo precej študentov, ki so bodisi še študirali naravoslovne vede in vse, a pa potem zdaj tega zelo, zelo malo. Torej tudi mislim, da se interakcija tako rekoč, bi lahko rekel, prekinila. Ja, mislim, univerza bi morala upeljati tudi nek, recimo, predmet, ki bi bil skupen za izbirni, recimo, neko osnovo filozofije, ampak ki bi jo lahko kdorkoli upisal, ali pa humanistike širše, ampak ki bi jo razlagal nekdo, ki bi znal govoriti jezik, ki bi ga razumel fiziki, ker če te prideš pa začneš subjekt, pa to pač nič ne razume, da bi začel s kvarki. In to je pa nekaj, kar bi morala univerza ugotoviti, da to je problem, uvesti, ljudje so, ki bi znali to delati, brez težav. In torej, jaz se spomnim, v Nemčiji sem jaz poslušal recimo predavanja od profesora, se ne spomnim imena, z tehnične univerze, o zgodovini fizike, recimo, oni to ponujejo. In kako bi rekel, to se šteje kot mislim, lahko to vključiš v nabor predmetov. Dobro, še kakšna intervencija na temu. Če ne bi se jaz vsem trem lepo zahvalil, pa lepo promocijo, če uporabim to besedo, da doseže pravzaprav pravi brat, take, ki jih spodbudi potem, kot smo rekli, neposredno k resnici, a pa laži. Prav, hvala lepa.